Gorenju je uspelo najti strateškega partnerja, ki ga je podjetje iskalo že dalj časa. To bo postala japonska mednarodna družba Panasonic. Podjetji si od partnerstva veliko obetata, tudi večji dobiček. V skladu z dogovorom bo Panasonic kupil za 10 milijonov evrov delnic Gorenja in se bo tako kot manjšinski delničar udeležil avgustovske skupščine delničarjev. Ekonomsko-socialni svet je obravnaval vladni predlog novele zakona o dohodnini, ki odpravlja samodejno usklajevanje olajšav in dohodninske lestvice z inflacijo. Ministrstvo za finance ne popusti pri predlogu, da se usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav z inflacijo prenese iz dohodninskega zakona v zakon o izvajanju proračuna. To bi pomenilo, da bi finančni minister vsako leto sproti odločil o uskladitvi. Vlada bi lahko z neuskladitvijo že prihodnje leto privarčevala 30 milijonov evrov. Na gradu Strmol sta se srečala zunanja ministra Slovenije in Hrvaške Karel Erjavec in Vesna Pusić. Glavna tema pogovora je reševanje spora glede nekdanje podružnice Ljubljanske banke na Hrvaškem. Ministra sta usklajevala vsebino pisem, ki jo nameravata poslati banki za mednarodne poravnave v Baslu in državam naslednicam nekdanje Jugoslavije. Sestanek med ministrom za notranje zadeve in javno upravo Gregorjem Virantom in predstavniki izbrisanih se je končal po nekaj minutah, saj so ga slednji zapustili. Očitno je nezadovoljstvo takšno, da sestanek ni bil mogoč, je dejal Virant v izjavi za medije. Napovedal je, da bo zakon o odškodninski shemi za izbrisanje zdaj poslal na vlado. Predstavniki izbrisanih so po prihodu sestanka ponovili, da je odškodninska shema zanje nesprejemljiva in da bodo pravico še naprej iskali pred Evropskim sodiščem. V državnem zboru so poslanci žolčno razpravljali o stanju demokracije v Sloveniji. Izredna seja je bila sklicana na zahtevo največje opozicijske stranke. V SDS-u namreč trdijo, da Sloveniji ni uspel prehod v demokracijo, zato nam po njihovem mnenju grozi celo obnovitev totalitarnega režima. Ob tem so se nekateri spraševali o smiselnosti te razprave in vnovičnega odpiranja ideoloških tem. Zgodaj zjutraj, ptički zoba zvezde je zaspal glavobol. Zoran Predin kvartet so letošnji koncertni hit. Odlično uigran in razigran bend na krilih razprodanih koncertov v Ljubljani, Beogradu, Splitu, Sisku in Zagrebu. Njihov glasbeni program je atraktivna kombinacija Zoranovega železnega repertoarja, novih pesmi in priredb zelo znanih skladb. En tak miks, ki mora ljudi spraviti iz slabe volje, iz te vsakdanjosti v eno tako drugačno stanje enega zadovoljstva, ko si reče, klinc gleda vse skupaj, radi se moramo imeti. Zanimivost koncerta je še toliko večja, ker je na njem možno slišati nevsakdanjo kombinacijo kitare, harmonike in tube, nadgrajeni gypsy swing, začinjen z etno elementi in elektronskimi ritmi. Ti ljudje poznajo že od malega, moram biti toliko bolj kredibilen, toliko bolj verjeten, toliko bolj prepričljiv. Ne? In to mi daje malo treme. Mojih 5 minut je danes, brez kravate in bez zank. Gostja koncerta je bila vsestransko nadarjena glasbenica Nejša, ki je Zoranom zapela tudi nekaj duetov. Nejša je absolutno, kako bi temu rekli, favoritka iz klopi, košarke, ko pride recimo Ginobili na tak način na teren, ne, pa da potem 30 točk. Nejša bo iz nas napravila ljudi. Ki na postaji prosi Se še vedno v tisti fazi, ker rada veliko igram, sem glasna, veliko tonov in tako naprej. On pa dejansko sčisti to formo pesmi, ta pomen pesmi, pomen teksta, ki se mi zdi ful važen, ker ni dobre pop muzike brez dobrih tekstov. In samo tukaj v bistvu klanjam za velikim K-jem. Potem bom samo tvoj heroj za naše večne skupne čase, pred praznih senca tvojega psa. Potem bom obešalnik, kahla za otroke.
Jutri bo po večini sončno, popoldne bodo posamezne nevihte. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme. Predvsem popoldne in zvečer bodo posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v vzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Danes v dnevniku televizije Maribor. Nova livarna v Impolu bo omogočila širitev proizvodnje. Se tovarna sladkorja v Ormožu vrača. Mariborski reševalci bogatejši za novo reševalno motorno kolo. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.